Primoža Vrhovnika in beseda je tvoja. Najlepša hvala in najlepša hvala za povabilo in hvala za odličen uvod. Jaz sem kar začel, ker imam veliko za povedati, tako da upam, da bom uspel. Skratka, odnosi med ljudmi in živalmi imajo zgodovino, imajo dolgo zgodovino. In ta zgodovina srečanj med vrstami je produktivna zgodovina. Spreminja opletene, generira nove oblike bivanja in sobivanja, generira drugačna telesa, nove osebe. Biti človek ali pa biti žival vedno pomeni biti skupaj z drugimi vrstami, vedno v odnosu, v razmerju do drugih. Ne? In ti odnosi so skoraj vedno asimetrični, a ne nujno v prid ljudi. Ne? Ker živali so skoraj večino naše zgodovine bili avtonomni agenti, ne? Osebe z močjo delovanja, z močjo, ne? Svojo voljo, enakovredni ali pa celo močnejši partnerji, ki po svoji volji stopajo v odnose menjave, morda celo erotične odnose z ljudmi, ne? A pa nastopajo morda celo kot plenilci, ne? Ker so ljudje zgolj kot plen, recimo Gobekli Tepe iz časa, o katerem bom govoril danes malo več, z časa domačitve živali. Ljudje so bili obsedeni z plenilci, s plenom, z lovom in podobnih stvari. Podobno recimo v perspektivizmu Viveresa de Castra, ne? Kjer recimo jaguarji vidijo ljudi kot prašiče, kot plen, ne? Če zelo poenostavljamo vse skupaj. Ne? Pred 11.000 leti, približno v tem času, ko so nastale te reliefi, tako kot včeraj na človeški zgodovini, na Bližnjem vzhodu, v hribovitih delih jugovzhodne Azije, nastanejo nova razmerja med ljudmi, med mufloni, med bezoarji, turi in merjasci. To je proces, ki ga imenujemo domestikacija, domačitev, in ne bom šel v zgodovino tega koncepta in tako naprej. Mogoče bo več časa po diskusiji, mislim, da je tukaj nekaj tem še posvečenih domestikacij, tako da lahko govorimo o tem. Moja teza je, da udomačitev samo po sebi ne pomeni, ne pojasni ničesar, ampak jo je treba najprej razložiti in ponovno sestaviti z osredotočenjem na številno historično specifične načine, kako ljudje in živali živijo skupaj, kako so nastajajo in kako se vzpostavljajo med seboj. Najprej pa je treba živalim priznati sposobnost delovanja, relativno avtonomijo in aktivno vlogo v tem procesu. Prepoznati moramo utelešeno in čutno naravo odnosov med ljudmi in živalmi. Tudi živali niso homogene živali, kar tako, ampak individualne vrste in celo individualna bitja z svojimi posebnostmi in načini bivanja v svetu. Udomačitev je pogosto razumljena skozi perspektivo ekonomije. Do neke mere seveda upravičeno. Moramo jo razumeti tudi skozi prizmo nekih družbeno umeščenih in utelešenih razlik in neenakosti v dostopu do stvari in do moči. Ampak ti odnosi so predvsem družbeni odnosi. Odnosi, ki se odvijajo med različnimi vrstami, med različnimi človeškimi in nečloveškimi osebami. Ker družba ni zgolj stvar ljudi, temveč vključuje tudi druge vrste in kjer odnose med vrstami medira materialni svet s svojim lastnim delovanjem. Skratka, pred 11.000 leti so različne skupine ljudi v zahodni Aziji začele upravljati z majhnimi čredami divjih živali. Koz, ovc, govedi, prašiči. Upravljanje pomeni predvsem to, da so jim omejevali gibanje, nadzorovali njihovo prehrano. Zaprte so bile v oborah, jedle kmetijski odpad, večinoma se pasle na strniščih. Morfološko so bile te popolnoma divje živali, ki so se očitno parile tudi prosto živečimi. Veliko je bilo eksperimentiranja, skoraj vsaka skupnost imela svoje specifične, lastne prakse, interakcije s temi živalmi. Med živalmi je opazno ogromno deformacij kosti zaradi podhranjenosti. Veliko je fetusov in umrlih novorojenih živali. Živali so bistveno manjše kot prosto živeče, kar kaže, da je bilo to sobivanje za živali velik stres. Okoli 7500 pred našim štetjem, se pravi 2500 pred sedanjostjo, se skoraj sočasno zgodi po vsej jugozahodni Aziji premik k bolj intenzivnemu pašništvu koz in ovc. Če so prej črede predstavljale neke mehne, recimo do 10% vseh gosti, ki jih najdemo na nadiščih, zdaj predstavljajo več kot polovico, 60-70%, ker so večini. Pojavijo se udomačene oblike živali, karkoli že to pomeni, torej živali, katerih fenotip je na nek način drugačen od prosto živečih živali, kar se predvsem pozna zanimivo po obliki rogov. Črede se pojavijo tudi v dolinah, izven območij, kjer se prej pojavljajo prosto živeče živali,
standardizirajo se te prakse interakcij z živalmi. Gre predvsem za klanje presežkov enoletnih samcev, pašništvo je vključeno v poljedelstvo, ljudje zapirajo živali v obore, pasijo v okolici naselbin, začne se raba gnoja in verjetno tudi molža živali že v tem času. In pašništvo postane del paketa, ki se razširi z tega jedrnega območja po Mediteranu, na Balkan in v Srednjo Evropo. Po Mediteranu predvsem s čolni, z žabimi skoki, mehkih skupin, ki so vzpostavljale neke vasi po obalah. Ta slika se odpira neko drugo temo, ki se jo ne bom dotaknil danes. Vprašanje politike mobilnosti živali, tako vsakodnevnih praks gibanja, novih oblik medvrstnega gibanja ljudi in živali, kot recimo transhumanca ali nomadizem, a pa celo kolonialne ekspanzije živali v neka druga okolja, kar je tudi ta moja zgodba, del te zgodbe. Ne? Skratka, kmalu po letu 6000 se pojavijo prve neolitske vasi v Dalmaciji, malo kasneje tudi v Istri in Furlanski bližini. To so vasi kolonistov, ki so prišli iz čolna iz Apulije. Lokalni lovci, nabiralci, ki so tle živeli in jih poznamo predvsem iz jam, iz hribovitega zaledja, dobijo dostop do živali. Morda s krajo, morda z menjavo, ne vemo dobro, ampak hitro vidimo, da v teh skupnostih začnejo živali živeti v človeških gospodinstvih, se tu razmnoževati in dobimo domače črede. In opazimo neko spremembo. Ovce in koze postanejo center družbenega življenja in to se pozna v drugačnem načinu življenja, v fragmentaciji skupin, v neke male avtarktične gospodinstva, ki se s čredami pomikajo po pokrajini. Ti odnosi, očitno z novimi vrstami, spremenijo vse vpletene, nastanejo neke nove družbene oblike, novi živali, novi ljudje in neka nova materialna kultura. To je bilo srečanje, ki je bilo produktivno. Zdaj, ovce pogosto razumemo kot neumne živali, a ovce so spretni družbeni agenti. Njihovo individualno vedenje in družbo oblikuje predvsem izogibanje plenilcem in skupna paša. Pri tem se zanašajo na neke naučene, prenešene tradicije. Ovce si zapomnijo do 50 obrazov za več kot 2 leti. Ne le ovčje obraze, tudi človeške in pasje obraze. Ustavljajo odnose tudi z drugimi vrstami, če živijo skupaj, recimo z psi, z ljudmi, zapomnijo obraze, zelo dobro. Glavni vid pri ovcah je vid. Pred paši stalno vzdržujejo vizualni kontakt in stalno motrijo druge ovce. Na ta način vzdržujejo kohezijo črede. Ovce so seveda vedno tudi del črede. In gibanje črede kot celote je rezultat tega fenomena, te ovčje socialnosti, nekega ovčjega načina skupnega življenja. Čreda je nek način kompleksno vedenje, ki vznikne iz preprostih družbenih interakcij med ovcami. Čreda stalno spreminja obliko, se prilagaja razmeram, a ostaja čreda, ostaja enotna. Tako recimo kot se brani pred plenilci, kjer se čreda stalno nek način buba vase. Če gledate kakšne posnetke, videa je tako fascinantno, tako skoraj hipnotično, kako se gibe skupaj. Ovčje črede imajo svoje klike, skupine, hierarhije, a se kohezija ohranja, ker je članstvo teh klik zelo fluidna. Hierarhije se ustvarjajo, menjajo skozi te face-to-face interakcije, skozi potiskanje, odrivanje pri hranjenju, recimo ritualizirane konflikte v parenju. Ta družbena struktura ovčje družbe se neprestano ustvarja, izziva, pa hkrati ohranja. Ovce so skratka zelo spretni družbeni akterji, svojo družbo ustvarjajo in ohranijo predvsem stvarmi, ki jih imajo pri roki, predvsem s svojimi telesi, ustvarjajo s svojimi telesi in svojimi socialnimi spretnostmi. Ampak narava družbenih odnosov se spremeni, če vključimo trde, materialne, fiksne stvari. Ti na nek način fiksirajo vzorce interakcij, tudi če ljudje niso stalno prisotni, tudi če nimamo stalnih face-to-face interakcij. Razlika med človeškimi in živalskimi družbami je ravno v tem, kako pri človeški družbi socialni odnosi se ohranijo s pomočjo stvari, fiksnih stvari in simbolov. Pomislimo samo preprosta ograda, plot, kako spremeni interakcijo in kako strukturira vedenje neke ovčje ali pa človeške skupnosti. In v neolitiku so ljudje mobilizirali naravne kraje, jame, kot vsebnike, kot prostore za zgoščevanje in zbiranje živali, ljudi in stvari. In jame pač ponujajo to strukturiranje prostora na notranjost in zunanjost,
predstavljajo fizično obnov, ki zapira prostor, ponuja dobro definiran prehod med notranjostjo in zunanjostjo. Notranjost se lahko napolni, nakopiči, nagnete ljudi, živali, predmete, substance in to kopičenje ustvarja neke nove priložnosti, je produktivno. Ne? Jame so bili celo spremenjene, so postali materialna kultura, tako da bi bili bolj učinkovite osebniki, pomočjo zidov, plotov, ograj, prehodov, vrat morda, primer enega neolitskega zidu iz Male Triglavce. In v tako jamo, recimo Malo Triglavco, v Tržaškem krasu, lahko spravimo do 120 čredov, 120 ovc z nekaj ljudmi, ki tukaj spijo in opravljajo vsakodnevne aktivnosti. Nastane zelo natrpen prostor. Ta natrpen prostor zahteva spretnosti sobivanja. Zahteva, da se vsi vpleteni naučijo nekih novih telesnih praks. Praks gibanja, kot so vstopanje, izstopanje, vzdrževanje prostora, vzpostavljanje vrste, ko recimo izstopamo, oblikovanje skupine in tako naprej. Življenje živali skratka je materialna, telesna praksa, ki vključuje stvari, substance, kraje in druge osebe in druge telesa. Zahteva neke nove spretnosti, nove telesne prakse in seveda naleti na množico odporov, ki zahtevajo prilagoditve vseh vpletenih. Hočem reči, da sobivanje živalmi ni stvar dominacije. Živali se v vsakodnevnih interakcijah odzivajo po svoje. In če berete pastirski priročnike, recimo, je prva stvar, na katero opozorijo, da morate pozabiti, da se bodo živali odzivale tako, kot vi hočete. Sobivanje živali je tako stvar politike. Živali in ljudje imamo drugačna telesa, druge potrebe, drugačne načine odzivanja in socialnosti. Med nekateri skupaj moramo spoštovati, prepoznati, se prilagoditi drugemu, da lahko ohranimo to obstojno skupnost, kohezivno skupnost. Telesa vseh vpletenih se vzpostavijo skozi stike z drugimi telesi, skozi afekte in telesne prakse, ki se na nek način sedimentirajo v telesih in se prenašajo kot neke naučene, dresirane telesne prakse. Na ta način nastanejo nove osebe, nove telesa, nastane čreda, skupnost, ki je način sobivanja ljudi in živali. In v kraških jamah so ljudje in živali živeli blizu, skupaj si delili življenjski prostor, vonje, zvoke, bil tle von po dimu, po kuhinji, ta se je mešal z vonjem po gnoju, po ovcah. Ljudje in živali so bili drug ob drugem pri vsakdanjih opravilih. To imamo dokaze, materialne. Imamo recimo odvržene človeške in ovčje mlečne zobe, kar pomeni, da so se otroci in ovce gibali na istem prostoru. Kako si predstavljamo recimo otroke, ki pijejo mleko iz ovčjih vime in tako naprej. In lahko rečemo na nek način, da so živali mobilizirali ljudi kot zaveznike pred predatorji, z uporabo svojih teles ljudi, drugih živali, kot so psi, materialne kulture, obor, ograd, plotov, tehnologij, so ovce si razširile svoj repertoar socialnega. In lahko rečemo, da so ljudje udomačili ovce, koze in krave, ampak tudi obratno, da so živali sprejele ljudi v svoje črede. Ampak ne smemo biti naivni. Neolitske jame niso neka hipijska utopija. Ti odnosi med vrstami so vedno tudi odnosi moči, so asimetrični, vzpostavljajo neke na način antagonistične razrede. V odnosih med ljudmi in živali se lahko ohranjajo status kvazi oseb, so predmet skrbi, nege, telesnih in čutnih interakcij in v teh interakcijah ohranjajo avtonomijo in moč. Ampak ob koncu nege, skrbi in ukvarjanja so zaklane in použite kot meso, reducirane v vir. In v odnosih med ljudmi nastopajo kot predmeti. Mogoče bi kakšno minutko si mi sprosil še, ker sem preveč. Se pravi, kosti odložene diši kažejo, da so drobnico jedli. Te skupine se lahko predstavljajo kot gospodinstva s svojimi domačimi čredami, prosto 20 ovc. Ta obstoj virov domačenih živali, ki so bile onkraj pravil deljenja kot pri lovcih nabiralcih, pomeni, da skrb za varnost gospodinstva preide od kolektivne k individualni odgovornosti. Domača čreda živali je za gospodinstvo vir, s katerim samostojno razpolaga, za katero ne veljajo pravila deljenja, niti ideologije razdeljevanja. Posledica te fragmentacije gospodarske odgovornosti
je logika akumulacije čred. Skratka, osnovni problem, s katerim se srečujejo pastirji, je namreč možnost katastrofe, propad čred, katastrofe, kot je zmrzal, kjer vsi jagnjčki umrejo, recimo, lahko pomeni, da v nekih urah ali pa dneh izgubijo večji del črede. Edina rešitev je kopičenje živali, večanje čred in minimaliziranje porabe, kar pomeni nek način zelo previdno življenje. Velika čreda je edino zagotovilo, da se po katastrofi bo ostalo dovolj živali, iz katerih bo moč zgraditi novo čredo. V tej ekonomski logiki imajo črede zgolj status kapitala. Zelo preprosto. Obenem pa lahko opazujemo drug proces skozi čas, ker specializirano pašništvo, o katerem sem govoril zdaj, ki temeljim drobnici, postopno zamenjuje bolj diverzificirane črede, bolj pomembno postane govedo, verjetno zaradi mleka, kar povzroči novo politično dinamiko, večjo teritorijalno skupnosti in nov status vrst znotraj teh odnosov. Drobnica se hitro razmnožuje, zahteva relativno malo dela, revna gospodinjstva lahko črede, velike črede drobnice hitro zamenjajo za govedo, ki producira mleko. Tako dobimo nek način diverzificirane črede z drugačnim statusom živali, ene kot zgolj kot vir, kot meso, druge kot delovna sredstva ali morda celo delovna sila, ki celulozo pretvarja v mleko. In tle se mleko izkaže kot neko vozlišče, kot neka aktivna, produktivna snov, kot katalizator nekih novih odnosov med vrstami, ki vključuje cel skup novih vrst. Skratka, ljudje smo sesalci. Človeški dojenčki, tako kot drugi dojenčki, jagnjčki, telički, smo odvisni od materinega mleka. Materino mleko nam omogoča, da preživimo, da rastemo, da postanemo ljudje. Vendar smo prav mi, ljudje, človeške živali, začeli piti mleko od drugih sesalcev. Ne le kot dojenčki, ampak kot odrasli ljudje. Ampak ne od nekaj. To je relativno mlad pojav. Sledovi mleka v najzgodnejših lončenih posodah pričajo, da so ljudje začeli piti mleko hkrati z avtomačitvijo živali in z najdbo lončenine. Tako sega vsaj 7 tisočletje pred našim štetjem. Po drugi strani so pa genske analize kostnih ostankov ljudi pokazali, da ti prvi kmetje, živinorejci, kot odrasli ljudje mleka niso mogli prebavljati. Zakaj ne? Zato, ker da prebavimo mleko, rabimo encim, laktaza. Laktaza razgradi laktozo, sladkor, ki je sestavni del mleka. Vsi sesalci, izključno z ljudmi, nehamo producirati laktazo ob koncu najzgodnejšega otroštva. 2 leti in pol, nekaj tacka. Brez laktaze mleko se močno upira prebavi, kar se kaže kot napihnjenost, napenjenje, slabost, driska, bolečine v trebuhu. In večina ljudi še danes ne prebavlja laktoze. Samo v nekaterih delih sveta imajo ljudje imajo populacije, večji del tega gena, ki ne ustavi produkcijo laktaze. In študije so pokazali, da je prav na povezavo med gensko raznolikostjo goveda, prostori, kjer so v neolitiku prebivali prvi živinorejci in z možnostjo prebave laktoze pri Evropejcih. Kar kaže na zelo zapletene povezave med geni, kulturo in zgodovino. In ljudje smo, v Evropi smo sposobnost prebavljanja laktoze dobili šele v srednji Evropi nekje okrog leta 5500 pred našim štetjem. Ja, in mleko je hrana, je živilo. Ampak vsaka hrana je najprej snov, je materija. In mleko je snov, ki jo je relativno težko dobiti. Mleka ni mogoče kar preprosto izvleči živali, morda celo silo. Pridobivanje mleka temelji na nekih soodvisnosti. Da bi dobili živalsko mleko za človeško uživanje, potrebujemo bližino živali, znanje, posebne prakse, telesne rutine in materialno kulturo. Moža je zelo specifičen odnos med človeškimi in živalskimi telesi. Je vsakodnevna rutinizirana bližina med človekom in živali. Ampak da bi sesalska samica najprej proizvedla mleko, mora najprej povreči mladiča. Mleko je predvsem hrana za teleta, jagnjeta, dojenčke. In je nujna za to, da samica proizvaja mleko. In to se zgodi z proženjem neuroendokrinalnega mehanizma, ki sprosti hormon oksitocin v krvni obtok. To povzroči, da se v vimenu proizvede mleko. To je tako en izcejalni refleks
zelo kompleksna ekologija znotraj cesarskih teles. Ne. Oksitocin je nek način droga, ne, ki raztaplja meje med telesi, ne, med kravo in teletom, ovco in jagnjetom, med matero in dojenčki. Ne. Se pravi, da bi pridobili živalsko mleko, moramo v razmerju do krave pridobiti vlogo, status teleta. To naredimo pa tako, da pač ugrabimo izcejalni refleks na specifičen način. Ne. Najlažje je tako, da prepeljemo pred kravo mladiča, če pa mladiča prej zakoljemo, ker seveda v ekonomski logiki z nami tekmuje za mleko, moramo za raztapljanje teh meja uporabiti moč materialne kulture. Tako kot recimo, to je primer iz Nuero, uporabljajo lutke narejene iz nagačenih telet, ko tele umre, ga zakolijo, nagačijo in postavijo pred kravo, kar spodbudi ta izcejalni refleks. Ne. Obstajajo tudi tehnike, recimo bizarne tehnike, kot so insuflacija, ne, v Severni Afriki, ampak tudi v Srednji Evropi, ko s pihanjem krave v vagino ali pa anus spodbudimo ta izcejalni refleks. Ne. Se pravi, moža je zelo materialna, telesna praksa, ki vzpostavlja nek odnos med živalnim človekom in nek način se skozi neke te efektivne za nek način akumulirane navade in prakse, ki so nek način sedimentirane v telesa. Kar hočem reči, da seveda vsaka krava, vsaka ovca in vsak molzač, ne, je nek način zgodovinsko kontingentna krava, koza in ovca. Je rezultat historično bitje, je rezultat nekih dolge zgodovine teh interakcij, ki so nek način sedimentirana v telesa. Ne. Ja, na drugi strani, in zdaj bom pa hmalo končal, se opravičujem, mleko je živilo, je hrana, ki hrani tistega, ki ga uživa. Snovi v mleku zagotavljajo energijo in snovi potrebno za rast dojenčkov. Mleko veča človeško meso, omogoča rast tkiv, kopične telesne maščobe in ojačuje kosti. Ampak spomnimo se, za odrasle, ki ne prenašajo laktoze in pred letom 5500 so bili vsi ljudje na planetu, pitje svežega mleka povzroči eksplozivno trisko. Če hočemo mleko piti, moramo vklopiti druge vrste, druge stvari. Podvreči ga moramo v procesu fermentacije, ker kultura mikroorganizmov, bakterij in kvasov užije in prebavi laktozo, mlečni sladkor in ga spremeni v mlečno kislino. Mleko se skisa, kislo mleko nima laktoze in delovanje mikroorganizmov nam omogoča, da mleko lahko prebavimo. Da pa lahko to zaposlimo, te mikrobne kulture, potrebujemo tehnologijo in materialno kulturo, posode, kjer fermentiramo mleko, cedila, kjer ločujemo sirotko od skutre in tako naprej. To so na nek način naši eksterni organi, zunanji želodci in prebavila, ki jih mobiliziramo zato, da lahko pijemo mleko. In tako lahko te skisane stvari, skuto, sir, kislo mleko, jogurt, kefir, razumemo kot neke vrste ekologije, ki zorijo, nastanejo, mikrobi v siru, jogurtu iz skuti ne prispevajo le dela, ampak mu dajo tudi neko vitalnost, identiteto, okus in to mi použijemo. In bakterijske kulture, ki jih zaužijemo s fermentiranimi mlečnimi izdelki, so probiotiki, organizmi, ki prispevajo k boljšem delovanju in počutju telesa. Človeška telesa, vsebujejo okrog 100 milijard mikroorganizmov, 10-krat več, kot je celic, ki se sestavljajo telo. V našem črevesju živi okoli 1000 vrst različnih bakterij. Kot bitja smo sestavljeni iz številnih drugih bitij. Naš genski zapis ne zajema samo človeškega genoma, ampak genome tudi drugih bakterijskih sobitij. In te črevesne bakterije prispevajo ogromno dela, recimo, k naši vitalnosti, regulirajo razmerja kemikalij, producirajo recimo serotonin, glavni nevrotransmiter v možganih, in tako naprej, in tako naprej. Zanimivo je tudi, da te bakterijske vrste imajo različne prehranske preference, med seboj tekmujejo za hrano in nišo v naših prebavilih. Njihove želje so pogosto v nasprotju z našo lastno voljo. In imajo celo moč, ravno z regulacijo raznovesja kemikalij v naših telesih, da spodbudijo hrepenenje po določeni hrani. Se pravi, mlečni izdelki nima le moči povečati človeško meso, ampak ustvariti nova človeška razpoloženja in načine medsebojnega druženja. Avtonomija pivcev in jedcev mleka tako ni samo v njihovih možganih, je avtonomija celega skupka.
konfederacije stvari, mikrobov, tudi živali okrog, materialne kulture, ki je potrebna za to. Ne? Tako da na koncu, zdaj se pa res upravičujem, da bom končal, čigava zgodovina je to? Ne? Kdo je koga pojedel, kdo koga je, kdo koga spreminja, kdo deluje tle, kdo je tu glavni, kdo odloča? Ne? Lahko rečemo, da so ljudje mobilizirali bakterije, da so lahko začeli piti mleko krav, kozi ovc, ni celotna zgodba. Krave, ovce in koze so zapeljale ljudi s svojim mlekom, zato da bi jih ljudje pazili nanje, hranili, ščitili pred plenilci. Ampak to ni vsa zgodba. Ne? Lahko rečemo, bakterije so prepričali ljudi, da začnemo piti mleko, zato da bi našli primerno okolje za razmnoževanje in delovanje v mleku, mlečnih izdelkih v naših telesih. Ne? Skratka, gre za neko dolgo in zapleteno zgodovino interakcij, prehranjevanj, domačitev, stikov, praks, dejanj, ki je prevedla do uresničitve nekaterih potencialov pri kravah, ovcah, ljudeh in tako naprej, zaigrala nekatere registre in zanemarila neke druge. Ne? Smo rezultat teh interakcij. Ne? In vsi ti odnosi so tudi odnosi moči. Telesa vpleteni so politična telesa. Te moči trenira telesa, da izvajajo naloge, da se vedejo na določen način, da producirajo prave znake, če hočete. Ne? Skratka, življenje z nečloveškimi živalmi ni stvar nadzora, ni stvar dominacije, je stvar neke zelo kompleksne medvrstne politike. In vsi vpleteni smo vzniknili skozi to intenzivno medsebojno sonastajanje. Hvala. Za prikaz vseh teh kompleksnosti, ne, v bistvu, s katere smo torej sobivali z različnimi vrstami. Ja. Ampak časa nam je manjkalo zdaj, nič druga. Eno vprašanje bomo vseeno vzeli, tako da prosim, če bi se... Aha, Jaka? Če lahko, samo komentar na to, da ljudje pijemo mleko živali, obstaja tudi etnografsko zabeležene prakse tega, da ljudje dojijo živali. Na Papui Novi Gvineji, kjer je prašič zelo, zelo pomembna žival v socialnem smislu, tudi dojijo torej majhne otroške prašičke. Bi pa vprašal, če lahko samo vprašam, v glavnem si govoril o torej rastlinojedih živalih, kaj pa mesojede živali, recimo psi, ali so jih ljudje tudi namenoma, bi rekel, udomačevali, ali so na nek način psi prišli zraven ljudem, kaj o tem veste? Recimo, ja, to je težko reči, cel kup že o domačitvi psov je precej različne teorije. In zelo verjetno je bilo to neko medsebojno, ko bi rekel, tipanje, približevanje, ki se je v nek način bolj strukturiralo v domačenih pasmah in v teh oblikah vedenja. Ampak očitno dolgotrajen proces in dost, ko bi rekel, z obeh strani so verjetno prišle pobude, obe strani sta bili vpleteni v ta proces, aktivno in avtonomno. Pa tudi kot lovci, gofovi in ljudje kot lovci, ki so bili zainteresirani za isti plen, so opazovali eni druge, kaj delajo. To je tudi en delček teh teorij. Tudi delček teh teorij, Sej, ja, lahko rečemo, marsikaj smo se ljudje naučili, tudi od živali, z emuliranjem vedenja živali, tega je ogromno teh primerov, ampak žal, bomo mogoče kasneje. Še kakšno zelo kratko vprašanje, če ne pa hvala Dimitrij. Naslednja